Zadnje čase zelo pogosto slišimo besedne zveze, kot so zeleni prehod in podnebna nevtralnost, pa brezogljičnost in trajnost. Zato smo se odpravili v našo prestolnico, ki se je podala na posebno misijo. Dober dan, danes ste z mano na eni posebni misiji in sicer nahajamo se v informacijski točki Ljubljane na poti do ogljične nevtralnosti. Vas zanima, kaj je to? No, če boste pogledali malo po prostoru, boste ugotovili, da se je Ljubljana zavezala, da se bo podala na zelo zahtevno pot. In to je, da bi do leta 2030 postala brezogljična. Kaj to pomeni? Najprej bomo morali proizvodne vire, s katerimi proizvajamo energijo, razogljičiti. Potem se bomo posvečali trajnostni mobilnosti, energetski sanaciji stavb, ozelevanju in tudi ohlajevanju mesta. Informacijska točka, v kateri se nahajamo, je bila vzpostavljena v sklopu evropskega projekta Upscale v okviru misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, s katero želi Evropska komisija pospešiti napredek najbolj ambicioznih mest do podnebne nevtralnosti. Prostor je namenjen različnim vsebinam za ozaveščanje meščanov in meščank ter služi kot stiščišče za razvoj idej, ki bodo prispevali k skupnemu cilju, že omenjenem razogljičenju. Za več informacij o izzivih in uspehih na poti do podnebne nevtralnosti so vam v teh prostorih informacijske točke na voljo svetovalci vsak dan, in sicer med 10. in 14. uro ali po dogovoru. Več informacij lahko najdete tudi na spletni strani www.ljubljana.si. Torej, gremo po vrsti. Kako bomo razogljičili proizvodne vire? V Ljubljani večino toplote in elektrike proizvedemo v Energetiki Ljubljana. To je največja soproizvodnja elektrike in toplote v Sloveniji. S toploto, ki jo proizvedemo, ogrevamo kar 60 tisoč stanovanj, to je skoraj polovica vseh stanovanj v Ljubljani. Danes sicer večino toplote še vedno proizvajamo iz premoga, zemeljskega plina in lesne biomase. Čeprav uporabljamo premog, ki velja za najčistejši premog na svetu, okoljsko najsprejemljivejši premog na svetu, ker ima tako nizko vsebnost žvepla in pepela, je to kljub temu še vedno fosilno gorivo, ki mu želimo pomahati v slovo. In pomahali bomo v slovo v kar 70% višini že v tem oziroma prihodnjem letu. Namreč, pri enoti Tetol, to je pri toplarni v Mostah, gradimo plinsko parno enoto. V njej bomo uporabljali zemeljski plin in z njim bomo proizvedli večino toplote. Čeprav zemeljski plin tudi velja kot fosilno gorivo, velja obenem tudi za energent prehoda. V prihodnosti, ko bo tudi tehnologija to omogočala, pa bomo ta plin nadomeščali z bioplini. Drug velik projekt, ki ga imamo na poti do brezogljičnosti, je povečati uporabo obnovljivih virov. Najprej bomo to storili s povečanjem uporabe lesne biomase. Že danes smo največji uporabnik lesne biomase v energetske namene, proizvedemo okoli 16% oziroma 14 do 16% toplote in elektrike iz lesa. V prihodnjih letih bomo količino lesa povečali za 100%. Samo za primerjavo. Mi na leto uporabimo za približno 33 Eifflovih stolpov premoga in 11 Eifflovih stolpov lesa. A si predstavljate, koliko je to? Naslednji projekt, ki mu bomo dali velik pomen in mu ga že danes dajemo, je, kako uporabiti energijo odpadka. A o tem bomo kdaj drugič govorili. Še en velik aspekt je, oziroma vidik, kako bomo razogljičevali, je uporaba sonca. Kako uporabiti sončno energijo? Verjetno ste že slišali, da v Ljubljani poteka projekt postavitev 51 sončnih elektrarn na strehah mestnih objektov, zavodov, zdravstvenih domov, osnovnih šol in drugih. Ste vedeli?
No, mislim, da jih je že skoraj 15, če ne 20 postavljenih, do julija pa bo postavljenih kar vseh 51. In še več, 47 sončnih elektrarn bo povezanih v skupnostno elektrarno. To bo največja skupnostna elektrarna v Sloveniji. Sicer Energetika Ljubljana je tukaj le del projekta, sodelujeta seveda Mestna občina Ljubljana, Resalta in Res ERP. Gre za javno-zasebni projekt, ki bo majhen mozaik na tej poti, ampak tudi pomemben. Lahko izpostavim samo en objekt in to je Ilirija. Ste verjetno že slišali, da bo Ljubljana imela končno pokrit olimpijski bazen in to v čudovitem objektu, ki bo ne samo to, da bo čudovit in uporaben, tudi v celoti samooskrben, energetsko seveda. Torej, pred nami je dolga, naporna misija, mi se jo veselimo, ker želimo biti kot zelena prestolnica leta 2016, tudi zeleni v prihodnosti. Torej, vabljeni, da se tudi vi udeležite in podate na to misijo. Če vas zanima kako, pa opišite infotočko.